Živijo, danes vam bom probal na kar se da enostaven način razložiti izraz leverage oziroma vzvod. Recimo, vi želite depozitirati 100 evrov na brokerja. 100 evrov na brokerja in izberete leverage 1:100. To pomeni, da je vaša kupna moč dejansko 10.000 evrov. Se pravi, 100 krat 100 je 10.000 evrov. In maksimalna pozicija je 0,1 lot. Kasneje bom razložil, kaj so sploh loti. Zdaj, če recimo date 1000 evrov, 1:100 leveragea, je to 100.000 kupne moči in maksimalna lotaža je en standardni lot. Če depozitirate 10.000 evrov, in izberete leverage 1:100, je to 1:100, je kupna moč 1 milijon in 10 standardnih lotov. Zdaj pa, če se vrnem na to, kaj sploh je lot. Lot je merska enota za velikost pozicije. Najnižja lotaža, ki jo lahko odprete, je 0,01 lota. Se pravi, to je 0,1 evro oziroma dolar, se pravi 10 centov na premik. Naslednja je 0,1 lot, to je 1 evro na premik, potem je en standardni lot, je 10 evrov na premik in potem, ne vem, če imamo 10 lotov, je to 100 evrov na premik in tako naprej in tako naprej. Zdaj, če začnete trgovati recimo s 1000 evri, 1000 evrov imate na računu in vaša maksimalna pozicija enega trada oziroma 3, 5, kolikor jih pač odprete tisti dan, je en standardni lot. Zdaj, lahko vi odprete pozicijo, ne vem, evro, dolar, en lot, lahko odprete evro, dolar, 0,1 lot, pa potem odprete še dolar, jen, ne vem, pol lota in potem najdete še nek dober trade na funt jenu. Na funt jenu pa lahko potem odprete maksimalno pozicijo 0,4 lota. Zakaj? Zato, ker je 0,1 plus 0,5 plus 0,4 je en standardni lot. Več kot to ne morete odpreti, lahko pa odprete seveda nižje pozicije. Zdaj, tudi en standardni lot pomeni, da ste vi uporabili dejansko celoten leverage oziroma vzvod, ki je bil v tem primeru 1:100. Zdaj, imate tudi brokerje, ki ponujajo leverage 1:1000. Se pravi, če imate v tem primeru 1000 evrov, 1000 evrov, lahko trgujete 10 standardnih lotov. Se pravi, 10krat več, kot v primeru, če vzamete 1:100 vzvoda. Ampak morate se pa tudi zavedati, da pride do težave, ko traderji izkoriščajo lotažo. Se pravi, vi imate 1000 evrov in recimo, da imate leveragea 1:100. Ok, odprete pozicijo z enim standardnim lotom in vam gre trade slabih 100 premikov v kontrasmer. To pomeni, da ste dejansko izgubili račun, še malo pred tem pride do margin calla in se pozicija avtomatsko sama zapre. Tako da pri sami lotaži in pri odpiranju pozicij je vedno treba paziti na risk management. Če ste nek začetnik, je fajn imeti tam do 1%, potem pa seveda lahko risk tudi višate in pa vedno probate gledati, da imate risk reward, se pravi, če riskirate 100 evrov, da boste dobili minimalno 100 evrov oziroma več in ne gledate, da boste riskirali 100 evrov, da boste dobili 50 evrov. To je glavna stvar, da dejansko upoštevate risk management.